Pristojni minister pa pri tem izpostavlja odlaganje odpadkov na zakonit način, kar pomeni ločeno zbiranje odpadkov. Mi nezakonitega odlaganja tudi sedaj ne mislimo omogočiti, ampak se želimo z posameznimi akterji dogovoriti, da čim prej naredijo to, kar je potrebno postoriti. Bo, ne vem, mogoče še kakšna deponija, kakšen mesec ali nekaj mesecev zaprta, ko bo izpolnjevala te pogoje, da bo dovolj ločeno zbranih odpadkov, presortiranih, primernih za odlaganje, nameravamo te lokacije sprostiti. Na to temo se bo prihodnji teden pogovarjal s Komunalno zbornico Slovenije, nato pa še z ostalimi udeleženci v teh procesih. Verjamem, da bo ta koncept sprejet in da bo to tudi osnova za to, da se dokončno opredelimo, ali bomo vse zastavljene, tudi že odobrene projekte za črpanje evropskih sredstev speljali v takšni obliki, kot so sprejeti, ali pa naredili določene modifikacije. Tako da v tem delu pričakujem tudi določene spremembe na projektu Cerod 2 Novo mesto, ampak o tem se moramo dogovoriti še z vsemi akterji v tem delu, bo pa to narejeno v tem mesecu. Sicer pa želijo urediti centre za gospodarno ravnanje z ločeno zbranimi odpadki. Na ta način ustvarili določene delovna mesta, ki bodo disperzirana po Sloveniji, hkrati pa tudi v embalažni verigi, v kateri mislim, da je prišlo v preteklosti do celo vrsta nepravilnosti, enkrat naredili red in da bo iz teh razlogov tudi na koncu lahko ta usluga za državljana občana cenejša, kot je danes. Koncept bo narejen do konca meseca, spremembe pa bodo uvedli do konca leta, še obljublja Bogovič.